Zmaga dobrega. Danes sem slišal eno zgodbo, kako je hčerka rekla svoji mami, rekla, veš mama, jaz pa ne bom imela otrok. Jaz ne bom rojevala svojih otrok v ta nori svet. Tako daleč smo prišli s to našo zahodno civilizacijo. In upam, da imajo naši gosti danes kakšen odgovor na kakšno spodbudno na ta problem, ki je svetovni problem krščanskega zahoda. Zato lepo pozdravljam gospoda Branka Grimsa in voditelja Jožeta Biščka. Hvala, gospod Jože. Tisto, kar sem na začetku povedal o tisti mladi ženski, ki nočejo rojevati otrok, tudi o tem bova z gospodom Grimsom kakšna rekla. Namreč, danes smo se zbrali, da predstavimo knjigo od gospoda Grimsa, Zmaga dobrega, vodnik za boj proti kulturnemu marksizmu. Zdaj, ta knjiga je nastajala kar nekaj časa. 3 ali 4 leta nazaj. 3 leta nazaj. Takrat sem bil še urednik Demokracije in direktor Novih obzorij. Smo nameravali izdati eno tako majhno knjižico, nek priročnik, kako naj starši ubranijo otroke pred indoktrinacijo LGBT v šolah. Priročnik kasneje ni išel, ker ni bilo časa, smo pa nekaj napisali v reviji Demokracije. In takrat sem jaz gospoda Grimsa prosil, da napiše tekst. In ker pač nismo izdali priročnika, tekst ni prišel v poštev, in takrat se je porodila ideja, da nastane knjiga. Zdaj, jaz sem gospoda Grimsa spodbujal, ampak vse veste, ne, je zahtevna tema, je treba biti zelo natančen, potem zmanjkovali časa. V glavnem, gospod Grims je to knjigo dokončal konec leta, išla je pol v začetku leta in zdaj je tukaj. In zdaj se tudi knjiga tukaj, da to knjigo predstavlja. Gospod Grims, preden bova midva začela ta glavni vsebinski del v tistih 3 sklopih, vi uvodoma pišete o kulturnem marksizmu, ki seveda ni nov pojav. Kaj je sploh to? O tem se premalo govori, čeprav zelo poslušamo v zadnjem času o tem kulturnem marksizmu, ampak kljub temu se še vedno premalo govori. Ja, najprej vsem prav lep pozdrav, hvala, ker ste prišli in omogočali, da danes naredimo tale lep večer. Vedno je lep večer med dobrimi ljudmi. In ko govorimo o kulturnem marksizmu, pa ne govorimo žal o ničemer, kar bi bilo pozitivno. Kajti, kaj je kulturni marksizem v resnici? To je marksizem, ki se skriva pod krinko kulture in se ga vsiljuje kot lažno kulturo najprej najmlajšim otrokom, otroci so prvi cilj tega, in potem seveda preko medijev, preko šolskega sistema, preko zabavne industrije oziroma kulture v najširšem pomenu besede, še vsem ostalim. Metoda je drugačna. Nekoč se je hotelo socialistično revolucijo narediti na silo. Zato so ljudi pobijali, zato so jih tukaj v Logatcu obešali na kavle, zato so se znašali partizani tamle gor na Šentjoštu in v Ravtah nad nedolžnimi ljudmi. Zdaj, kulturni marksizem pa se ne vnaša s silo. To je metoda, ki jo je pravzaprav v osnovi postavil italijanski komunist Gramsci. On je ugotovil, da na Zahodu na silo ne bo šlo, ker nasilje rodi proti odpor in potem to ljudje ne sprejemajo in na koncu se vse konča v propadu.
In zato je razvil metodo, ki jo je potem povzelo in predelalo v sedanjo obliko, tako imenovana Frankfurtska šola kulturnega marksizma, ki jo je ustanovil osebno Lenin. Noter sodelovali pač različni misleci, da jih ne bom našteval. In če danes gledamo njihove misli, potem bomo seveda hitro prepoznali trenutek, v katerem v resnici živimo. Kajti vodja te šole je rekel, mi bomo spremenili svet, zahodni svet tako, da bo zdrsnil socializem, da se bodo ljudje nekega jutra zbudili v socializmu, ne da bi sploh vedeli, kako bodo tja prišli. In kasneje je bil še bolj jasen. Zahod bomo tako pokvarili, da bo smrdelo do neba. Kajti gre za uničenje. Kulturni marksizem je metoda uničevanja. To je rak vrednot. To je metoda, ki so jo potem, danes bi recimo levičarji bi kaj rekli, da se kulturni marksizem ne obstaja. Veste, to je desna izmišljotina, to je teorija zarote. Ampak oni to isto stvar poznajo samo pod drugim imenom. Rečejo ji pa pač, da je to pač kritična teorija. Zdaj, kaj je kritična teorija? To je metoda diskreditacije. Diskreditacije vrednot, diskreditacije vsega dobrega. Diskreditacije v končni fazi zahodne civilizacije kot celote. Po njej ne bi bil za vse zlo tega sveta kriv beli moški, za njim bela ženska in na koncu bel otrok. In če to pogledate s strani, boste ugotovili, da ta silna teorija, ki jo danes, pazite, predavajo po nekaterih univerzah kot najvišjo obliko znanosti, ki je merilo za vse drugo, ni nič drugega kot najbolj groba oblika protibelskega rasizma. Nič drugega. Kritična teorija je protibelski rasizem. In zato v resnici gre. Kako se to vsiljuje, sem povedal, preko mnenjskih voditeljev, preko šolskega sistema, preko medijev, ampak pomalo. Se pravi, v matematiki bi temu rekli infinitezimalno. Te spremembe, pomiki so tako majhni, da jih ljudje niti ne opazijo. Ampak seveda, s časoma pa zdrsneš tako daleč, da ni več poti nazaj. In kaj je problem danes tega sveta? Da drsi v totalitarizem cel svet. Vedno je bil nek prostor v preteklosti na svetu, kamor smo se ljudje, ki nam je pač svoboda in pa sploh prave vrednote tisto vodilo v življenju, ki smo mu zavezani, da smo se lahko nekam umaknili. In bilo je zelo premagano in potem se je pač povrnilo nazaj dobro. Danes pa ves svet drsi v totalitarizem zaradi mehanizma, ki ga omogočajo moderne komunikacijske zmožnosti in po drugi strani, ki ga poganja denar finančnih velešpekulantov, recimo tipa Soros, ki je to poosebljal dolgo, pa verjemite, za njim so stali drugi, mnogo bolj bogati, mnogo bolj vplivni. Danes ga pa pooseblja World Economic Forum, WEF. Tam niti ne skrivajo več, zakaj gre. Oni rečejo, kot je recimo rekel Klaus Schwab, ustanovitelj tega, ja, v nekaj letih ne boste imeli več ničesar, ampak itak boste srečni. Po domače povedano, vzeli vam bodo pravico govora, vzeli vam bodo informiranost in ker ne boste ničesar vedeli, boste srečni, čeprav vas bodo oropali vse. To je po domače prevod v slovenščino. In njegov namestnik je bil pa po svoje še bolj srhljivo jasen, kar je dejal. Čas svobodnega odločanja, čas svobode je zavedno minil. Zato se je treba kulturnemu marksizmu upreti in zato nihče ne bi smel stati ob strani. Tukaj mora biti vodilo misel Alberta Einsteina, ki je povedal zelo preprosto. Sveta ne bodo uničili tisti ljudje, tistih nekaj ljudi, ki načrtno delajo zlo. Če bo svet kdaj propadel, bo propadel zaradi vseh tistih dobrih ljudi, ki to samo gledajo in proti zlu ne storijo ničesar. Zlu se je treba upreti, kulturnemu marksizmu, proti kulturnemu marksizmu se je treba boriti. To je naša naloga, to je naša odgovornost do nas in do prihodnjih generacij, do naših otrok. Tukaj samo en odklic, ta Frankfurtska šola je seveda nastala v Nemčiji, konec
iz 20 let v 30 letih. In takrat, ker so bili pač to, marksisti so trčili z nacionalsocialisti in te marksisti so se mogli umakniti v Združene države Amerike, kjer so zasejali seme zla, bom jaz rekel. Ampak te kulturni marksizmi so bili prvi tipični kaviar levičarji. Namreč po drugi svetovni vojni se niso vrnili nazaj v Nemčijo, ampak so odšli v Švico, kjer so do konca življenja, kot recimo Korkenheimer, kjer so do konca življenja živeli in imeli zelo debele bančne račune v švicarskih bankah. Švicarske banke pa veste, da so pregovorne o tem, da ne govorijo, koliko premoženja ima kdo pri njih. In ta generacija je tudi vzgojila generacijo, ki jo poznamo danes po uporu tiste spolne revolucije v 60-ih letih. Takrat noben ni vedel natančno, zakaj gre. Neka novinarka, samo Jean Didion je napisala knjigo Kolovratanje po Betlehemu, ona je bila dosti okoli teh ljudi in ona je videla, da te mladi ljudje sploh ne vejo, zakaj se opirajo. Amerika je bila takrat na vrhuncu blaginje in niso vedeli, zakaj se opirajo. Toliko o tem. Gospod Grims, zdaj pa preden vi upeljete bralca v glavne sklope te knjige, ki so zelo obširni in zelo podrobno napisati, se dotaknete tudi neke zadeve, ki tudi mene zelo zadeva, to je namreč svoboda govora. Namreč danes se svoboda govora želi omejiti. No, vsekakor je treba kot izhodišče vzeti nekaj misli, ki so že dolgo znane, ampak jih med seboj povedati. Knjige, kot je pred vami, verjemite, da take knjige ne boste našli nikjer na svetu. 10 let se ukvarjam s to tematiko, 3 leta sem pisal knjigo. Knjiga je nekaj res izjemnega, ker ne pove samo, kje so osnove, kje so teme in ta izhodišča, ampak pove tudi, kaj je treba storiti. Razgali metodo in pove, kako se te metode preseka, kako se temu da upreti. In to je treba storiti takoj, brez odlašanja. Seveda, levičarji pač poskušajo s svojo propagando zavesti ljudi. To ni nič novega, dogaja se 150 let. In zakaj v resnici gre, je treba vzeti nekaj izhodiščnih misli. Prvo je misel Václava Havla, oziroma kroga okoli Václava Havla, ki je svetovna zapuščina. In nikdar ne smemo tega pozabiti. Laž je nesmrtna duša levičarja. To je prvo in osnovno. Karkoli vam levičar govori, karkoli vam reče, vedno je treba to prevesti iz levičarjenja, kot jaz temu njihovemu jeziku rečem, v slovenščino. Zaradi tega, ker to je lepo pokazal že George Orwell, to ni nič novega, v svojem romanu 1984. Če levičar reče mir, to pomeni vojno. In če levičar reče danes, da bo osvobodil javno radio televizijo, to pomeni, da si jo bo podredil do konca in iz nje naredil najbolj bedno ultralevičarsko trobilo, brez kanca pluralizma, se pravi vse tisto, kar se nikoli ne bi smelo zgoditi. In to je treba vedno imeti v mislih, kadar govori levičar. Vsako njegovo besedo je treba razumeti v nasprotju. Kajti vsako njegovo besedo je treba prevesti v nasprotje. In dve stvari ne smemo nikoli pozabiti. Ko govori levičar, takrat ali pa ko dela, ali pa če ima oblast, kot recimo zdaj ležal pri nas, takrat je treba upoštevati, da ne veljajo ne ustava, ne zakoni, vsaj ne za vse in ne za vse na enak način, kot bi moralo biti. Veljajo pa Murphyjevi zakoni. In zlasti dva Murphyjeva zakona o levičarjih sta izjemno pomembna in prosim, ohranite jih trajno v spominu. Prvi se glasi, karkoli vam levičarji govorijo, karkoli, vedno govorijo o denarju, o vašem denarju, ki ga hočejo zase. In drugo, kar je, za najbolj visoko donečimi besedami se skrivajo vedno najbolj pritlehni interesi. In kaj želijo oni s tem doseči? Da bi ves svet zdrsnil v socializem, v totalitarizem, v katerem bi seveda oni imeli politični monopol. In zakaj pri tem v resnici gre, ampak oni niso glavni. Levičarji so tisti, ki jih vidite v spredju.
Bistvo je, da so oni danes samo še uslužbenci. Danes so levičarji samo bedne sluge špekulativnega velekapitala. In zaradi tega se je proti kulturnemu marksizmu tako težko boriti. Kajti, ko se borimo proti LGTB+, se borimo proti nekaj 100 milijardam dolarjev. Ko se borimo proti ekokulturnemu marksizmu, se borimo proti nekaj 1000 milijardam evrov in dolarjev. In ko se borimo proti multikulti, kulturnemu marksizmu, se borimo zopet proti več 100, najmanj 400 milijard evrov ali dolarjev. In seveda, tak denar lahko kupi skoraj vse in vsakoga in zaradi tega je ta boj tako težak. Zaradi tega so tudi vedno tisti, ki smo proti temu, tako na udaru. Mnogo večjim ljudem, kot si vi zdaj v najbolj morastih sanjah mislite. Ker tak denar, kot sem ga opisal, verjemite, lahko kupi skoraj vse in vsakoga. In zaradi tega je ta proces tako težak, ampak moramo ga opraviti z odgovornosti do nas in do naših otrok. In seveda, kaj je cilj levičarjev? To je pa zadnje izhodišče, ki ga zdaj postavljamo spredje. To je pa misel, ki jo je perfektno povedal Aleksandar Solženicin, ki se meni zdi izjemna in je tudi rdeča nit moje knjige. On je povedal, bil je begunec pred socializmom, zelo dobro je vedel, kaj govori, pa Nobelov nagrajen za književnost. On je dejal, Aleksandar Solženicin, največja laž in prevara v zgodovini človeštva je trditev, da je socializem orodje in orožje delavskih množic za obvladovanje finančnih velešpekulantov in bankirjev. V resnici je pa socializem orožje finančnih velešpekulantov in bankirjev za obvladovanje revnih in nevednih delavskih množic. In to je v resnici njihov cilj. In zdaj seveda, ko vse to razumemo, je jasno, če bi ljudje vedeli o levičarjih pravo resnico, potem verjemite jih tudi njihove mame ne bi več glasovali za nje. Se pravi, zaradi tega se oni zatekajo k krnenju, k kršenju temeljne človekove pravice, to je pravica do svobode javne besede. Za omejevanje svobode javne besede, zato da najprej uničijo vero in vse ostale pribežališče, kot temu rečemo, človeka, spravi družino, materinstvo, očetovstvo, otroštvo, nacionalno državo in v končni fazi zahodno civilizacijo, da bi vse to dosegli in s tem ustvarili prostor za lažno religijo, kajti levičarstvo je lažna religija v resnici danes, pač omejujejo svobodo javne besede. In pri tem uporabljajo 4 temeljne metode. Prva je najbolj pogosta in jo boste kaj prepoznali, to je preganjanje sovražnega govora. Sovražni govor, gospe in gospodje, sploh ne obstaja. Sovražni govor je v resnici, če ga prevedemo iz levičarja v slovenščino, tisto, česar se levičari najbolj borijo. To je razgalitev njihovih laži in predstavitev njihovih pravih ciljev. Se pravi, preganjanje sovražnega govora ni nič drugega kot preganjanje resnice. Je oblika cenzure. Drugo, metoda je tako imenovana politična korektnost. Po njej se določenih stvari sploh ne bi smelo govoriti, o nekaterih pa, če se že govori, se pa ne sme poimenovati s pravim imenom. Seveda, če enkrat na to pristanemo, kaj je to v resnici? To je oblika samocenzure. Žal, marsikdo tudi na desni zelo dolgo, nekateri še danes, nasedel na ta trik. Če stvari ne poimenujemo s pravim imenom ali pa o njih sploh ne govorimo, seveda ne moramo poiskati optimalnih rešitev za razvoj družbe, za vse, kar nas pričakuje. In potem sami sebi požagamo kolena. Tudi to je oblika cenzure. Samocenzura je po svoje še najbolj nevarna oblika cenzure, ker pač jo uvajamo sami v svojem mišljenju in vpliva na naše ravnanje in razmišljanje. Potem sta pa še 2 bolj agresivni obliki. Ena, ki jo vsi takoj prepoznate, danes se zadnje čase zelo veliko govori, to je tako imenovan fact-checking, preverjanje dejstev, se temu reče po slovensko, na internetu.
Kako je to v resnici, prikaže zavod Oštro, ki je pri nas Anuška Delič, falirana novinarka Dela, ustanovljen je bil z javnimi sredstvi, da boste vedeli. Ima pa pogodbe s tujimi ponudniki, recimo s Facebookom, in oni so tisti, ki recimo meni zdaj nekaj sabotirajo na Facebooku, tako da skoraj nimam dosega in stranka, kot je zadnjič povedal predsednik tudi. To se pravi, tukaj gre za popolnoma nelegalne posege, hkrati pa tudi brišejo. Kaj brišejo, recimo, to sem doživel sam, objavim sliko s poljske uradne proslave Dneva državnosti. Pazite, Poljska je članica Evropske unije in Zveze NATO, in bila je gora poljskih zastav. Sem samo napisal, da želel bi, da je tudi pri proslavah v Sloveniji toliko slovenskih zastav. Vse je zginilo. Pošljem protest, so mi odgovorili, ja, da so oni ocenili, da bi to lahko razplantevalo slovenski nacionalizem. Konci da. No, še boljša je tale. Jaz sem pred par leti objavil en tweet, da je druga svetovna vojna se začela tako uničujoče, zaradi tega, ker sta na začetku sodelovala nacionalni in internacionalni socializem, po domače rečeno Hitlerjeva Nemčija in Stalinova Sovjetska zveza. In Oštro objavi, to lahko še danes, zdaj greste pogledati, še danes na spletni strani. Grims laže, ni resnica, ne? Čakaj. Pa se vendar evropski praznik spomina, 23. avgust je posvečen točno temu, ne? To je bil dan, ko je bil sklenjen pakt Ribbentrop-Molotov, ki je imel tajni del, kjer so razdelili Poljsko in pa baltske države. In pač, kako je šla zgodovina, se ve, to je dejstvo. 1. septembra je Hitler napadel Poljsko, 17. septembra je sledil udar iz Sovjetske zveze, Poljakom v hrbet, ki so se že komaj branili. Seveda, vkleščiti med dve fronte se mora popustiti in 22. oktobra je Poljska položila orožje. Ampak v tem času so recimo v mestu Brest nacisti in socialisti oziroma nacionalni in internacionalni socialisti, da uporabimo pravilen izraz, že veselo skupaj korakali in proslavljali, in to je delovalo 2 leti. Kolaboracija obeh je delovala več kot tretjino časa celotne druge svetovne vojne. Pa oni govorijo o kolaboraciji. Ne? No, in, ampak ne boste verjeli, vsa slovenska medijska trobila, verijo srednji mediji, ki so vsi ultralevičarski, so objavila Grims laže, to kot trdi, kot da je to, ne vem, dokazano dejstvo. In to je trajalo, kljub temu, da sem pač dal papirje na mizo, dokazal, kaj je, ne, koga ni zanimalo, potem, dokler ni protestiral poljski ambasador. No in potem so sicer ostali to umaknili, nikoli preklicali, nobenega upravičila, ampak zavod Oštro pa še danes to na spletni strani. Zakaj to razlagam? Zaradi tega, ker je ta oblika tako prisotna. Tudi zadnje čase se sklicujejo na preverjanje dejstev in so ugotovili, kaj da je. To je v resnici samo in izključno oblika levičarske cenzure, najbolj grobe cenzure in vsiljevanje levičarskih laži. Pa čisto nič drugega. Ma pa perfekten orwellovski naziv, ne? Fact-checking, preverjanje dejstev. V resnici je pa vsiljevanje laži, bi se moralo to imenovati. Ne? Pa bi se pa imenovalo s pravim imenom. S to opozarjam, da je treba brez politične korektnosti stvari imenovati s pravim imenom. Ne? In potem je še zadnja oblika cenzure, spet levičarske cenzure, ki je za posameznika najbolj boleča in tudi v nekaterih delih, ko pridemo recimo do ideologije eko, bomo o tem govorili, tudi izjemno učinkovita. Temu se pa reče cancel culture, oziroma kultura izbrisa. Kako to poteka? Posameznika posvinjajo, pač polijejo po njem gnojnico, nekaj si izmislijo, karkoli že, naredijo nek konstrukt, in potem mu enostavno onemogočijo, da bi kjerkoli v srednjih medijih na učinkovit način torej odgovoril na tisto, kar se mu očita. Enostavno v skrajni fazi kar izgine. Ga enostavno ni več, ne vabijo ga nikamor, nikjer ga ne pokažejo, ne dajo mu najmanjše možnosti za odgovor, pri tem sodelujo seveda še levičarska sodišča zraven, ki ti veselo to držijo štango temu, ali pa vlečejo postopek tako dolgo, da pridemo do tistega, čemur v pravi rečemo, da je prepozna pravica nova krivica, ne? Ker če ti nekaj presodijo po desetletju, tako kot so recimo v mojem primeru, ko sem branil otroke zaradi tega, ker so točno to meni naredili na Brezjah, ne? Razlog za to je bil, ker sem pač peljal večinski volilni sistem, pa
zakon o RTV-ju, za katerega se je že pozabilo, da ima eno pridobitev, ki je danes izjemno dragocena v teh časih in se je na srečo uveljavila kot nek kriterij, kot standard, od katerega tudi oni ne upajo več odstopati. To pa so namreč neposredni televizijski prenosi. Nekateri ste zdaj rekli, ste me malo pregledali v parlamentu, hvala vam, ampak zapomnite si, da to je šele od mojega zakona naprej. In v tem delu zakon na srečo še vedno velja. Predtem tega ni bilo in takrat se je manipuliralo neverjetno, se je popolnoma lažne izjave pripisovalo posameznikom in podobno. Tako da zdaj je to vsaj neko okno v svet, drugo okno v svet, ki omogoča širitev resnice, so pa internet, predvsem seveda pač Twitter in pa možnosti, torej, ki jih imamo sami in pa ti neposredni prenosi. In ker gre tukaj za vprašanje resnice, je treba posebej podčrtati. Borba za svobodo javne besede, in pazite, svoboda javne besede je kot devištvo. Ali je, ali ga pa ni. Tukaj ni nič nekaj na sred pa na pol. Se pravi, borba za svobodo javne besede je danes borba za samostojno Slovenijo, za suvereno Slovenijo, za slovenski narod, za Evropsko unijo in za Evropo oziroma celotno zahodno civilizacijo. Kajti brez tega postane demokracija samo farsa. In to je v resnici cilj levičarjev, zaradi tega, ker pač se oni resnice tako bojijo. Zanje ni hujšega strahu, kot da bi ljudje imeli v resnici dejansko dosegljivo vso resnico vsak trenutek. Kajti potem poti za njihove manipulacije, za njihove laži, za njihovo lažno religijo, ki je v resnici čisto zlo in se kot tako samo razgali, če je beli otrok za vse kriv, prostite, to lahko trdi samo nekdo, ki je predstavnik zla. Zaradi tega je ta boj tako zelo pomemben. In od tega boja je prva točka, v kateri je odvisen potem v celoti tudi zmaga dobrega, se pravi zmaga nad kulturnim marksizmom. Ja, svoboda govora je temeljna, univerzalna in absolutna človekova svoboščina. In kot je gospod Grims rekel, svoboda govora je ali pa ni. Levičarji pa želijo svobodo govora omejevati za nekim sovražnim govorom, čemer nihče ne ve, kaj je to sovražni govor, oziroma ga definirajo kot tisto, kar lahko oni govorijo, drugi pa ne smejo. Veste, mi imamo različen govor, mi imamo ljubezenski govor, mi imamo športni govor, mi imamo prijazen govor, mi imamo željiv govor. Čim iz tega vsega vzameš ti samo en del, mi ne moramo več govoriti o svobodi govora. Ker svoboda govora, kot gospod Grims rekel, ni deljiva, ampak jo moč vzeti samo kot celoto. V glavnem, in ravno glede svobode govora, gospod Grims piše o 3 sklopih, o katerih levičarji ne želijo, da se govori, oziroma na način, kako gospod Grims piše, kako ta koncepira vodnik za boj proti kulturnemu marksizmu, seveda levičarjem ni všeč. Zdaj gremo pa na te 3 sklope, 3 ideologij. Prva je LGBT, to so o teorije sporov in tako naprej. Zakaj je ta ideologija nevarna? Poglejte, prvi cilj ideologije LGTB+ so otroci. Zaradi tega je ta ideologija tako nevarna, kajti z njenim vsiljevanjem se uničuje mlade generacije. Eno za drugo in vsako naslednjo čim dalje bolj. Kako to v resnici oni vsiljujejo? Vsiljujejo s pomočjo podrejanja institucij in s silo. Metoda vsiljevanja pri vseh 3 sklopih kulturnega marksizma, 3 ideologijah, ki jih loči, je v resnici ista, to je strah. In ta strah je dosežen na različne načine. Ko gre za ideologijo LGTB+, to hoče kar uzakoniti. Pri tem recimo je pomagalo Slovensko ustavno sodišče s nekim konstruktom, ki z pravimi vrednotami, s temeljnimi akti z področja varovanja človekovih pravic in svoboščin
In seveda še posebej s tistimi z področja zaščite otrok nima prav ničesar skupnega, ampak je v očitnem nasprotju z njimi. Ne. Po konvenciji o otrokovih pravicah, ki je zavezujoč akt, je sestavni del prava Evropske unije, ker so ratificirale to vse države Evropske unije, je vedno pri vseh odločitvah, tudi sodišča, pa seveda tudi jasno parlamenta ali pa izvršilne veje oblasti, en kriterij, ki je nad vsemi. Vedno mora imeti korist za otroka prednost pred vsemi drugimi vrednotami. To je najvišje zaščitena vrednota. Ustavno sodišče Republike Slovenije je šlo točno proti temu. Ne. Postavilo je konstrukt, da obstajata pač namesto oče in mati, starš ena in starš dve, karkoli že to je, ne, in potem to usiljen konstrukt postavilo nad in neko imaginarno pravico do posvojitve, ki sploh ne obstaja, še najmanj pa pravica dveh descev ali pa dveh žensk do posvojitve tujega otroka, to ne obstaja. Po nobenem temeljnem aktu z področja zaščite človekovih pravic obstaja pa tisto, čemur je v resnici Ustavno sodišče nadredilo ta svoj konstrukt, ne, in ga povozilo torej. Ne. To pa je pravica otroka da je vedno odločitev v njegovo korist. In po konvenciji o otrokovih pravicah ima otrok pravico, da odrašča v zdravem okolju, da je vzgajan skladno z vrednotami svojih staršev in pa, da mu mora tudi država zagotavljati okoliščine, da bo pač spoštovana tradicija tistega naroda, v našem primeru je to jasno slovenski narod, in da bo normalno okolje. Nič od tega ni bilo spoštovano. Direktna kršitev, indirektna kršitev ustavne norme, ki posebej ščiti materinstvo, očetovstvo, družino in otroka. Pa se je to zgodilo. Kaj je bistvo ideologije LGTB+ in zakaj je toliko uničujoča za otroka? Najbolj se to vidi pri tako imenovani teoriji spola. Ne? Po njej ne bi bilo ne vem koliko spolov in vsak se lahko odloči. Fantek ni več fantek, punčka ni več punčka in zaradi tega že v izhodišče postavljam temeljno sporočilo, ki ga imam izrecno napisanega tudi v knjigi in verjemite, da vsak pravi levičar bo dobil ošpice, ko ga bo slišal. Spola sta samo dva. Oče je moški in mati je ženska. Spola sta torej samo dva. Duševnih bolezni je pa neskončno mnogo. No, zakaj je cilj te nore ideologije otrok? Zelo preprosto, to vem sam, ker sem oče. Otrok je kot nepopisan list papira in zanga so tovrstne bedarije ali pa nebuloze, če želite, če mu jih rečejo v šoli ali pa kjerkoli drugje, pač neka informacija in jo vzame resno. Ne? Tako kot sprejema resno vse, kar mu pač povedo drugi. Če bi seveda enemu odraslemu ali pa eni odrasli deklici, ne, nekdo začel zdati, veš, ti nisi punčka, ti si v resnici fantak, nekaj cajta mogoče poslušal pa rekel, poslušajte, kaj ste pa vi danes popili ali pa povohali, tam je malo skozi nos potegnili, kjere barve je to bilo, da se malo hladiti. Otrok pa pač ne reagira na tak način. In otrok ima zelo jasno sliko. Družina smo oči, mami pa otrok. Če pa tam pridejo v šolo propagandisti kulturnega marksizma in mu servirajo, da lahko sta dva očija, da to je edina prava družina, ki se imajo tako radi, pa lahko sta dve mamice, pa da edino pravilno, da oni lahko tujega otroka posvojijo, pa da drugače sploh najbolj fajn, če sta dva fantka, pa se imata rada, pa se malo primeta tam od spodaj, pa se imata tako fino, ali pa dve punčke, pa se poljubčkata od zgor, pa od spod, pa še malo škarice naredi, tako je to lepo, pa prijetno, ni lepšega od tega, ne. Pa se otroku ta slika zamegli, ne, in se sprašuje, kje je. In otrok postane na ta način dovzeten za manipulacijo. Ne. Zato se to uperja zoper otroke. In zato sem sam napisal in predlagal, že je vložen s podpisi mojih kolegov iz poslanske skupine, zakon, po katerem bo vsako kakršnokoli vsiljevanje ideologije LGTB+, tudi v obliki pač nekih šolskih programov, kaznivo dejanje.
Ker to je v resnici pornografija. Ne? Ja. Šola mora učiti, kaj je naravno, ne pa kaj so razne sprevrženosti, ki jih pač izvršujejo nekateri odrasli. Ne počnejo, kar hoče. Ampak tega ne moreš pod nobenim pogojem servirati kot neko novo normalnost našim otrokom. Ne? Jaz morda pač nisem ravno prepričan, če bo sedanja Kamarila na oblasti to z navdušenjem sprejela, oziroma močno dvomim, da bo to izglasovano zdajle, ampak bo pa ostalo za naslednjič. To je treba uzakoniti in uzakoniti je to treba čim prej, da se zaščiti naša generacija. Kajti, ko gre za zaščito mladih, nihče ne sme stati ob strani. To je pa že nekoč Dante Alighieri napisal, ne, da je najtemnejši kot oziroma najstrašnejši kot v peklu rezerviran za tiste, ki v času pač moralne krize, ko so napadeni torej otroci, stojijo ob strani in pač se delajo, da se to njih ne tiče in ne storijo ničesar. Zaradi tega je tukaj prvi cilj, da se otroke obrani. Kajti kam to pripelje, je pa zelo poučno, če pogledamo Hollywood. Sploh zabavna industrija, pogledajte recimo Eurovizijo danes. Eurovizija je samo še največji festival LGBT plus ideologije. In nekoč, ko smo bili mladi, smo recimo, je bila Eurovizija, njen rezultat, recimo kaj sve, komadi kot je ABBA in podobno, jih producirala kar nekaj in jih znamo še danes vrteti in so še danes všeč, tudi mladi. No, zdaj mi pa nekdo našteje zadnjih 5 zmagovalk iz Eurovizije, velik ne znam. Ampak mogoče se bo kdo spomnil Končito Vrst. Končito Vrst pa ni pač pesem, ampak je izvajalec, ki se ga vsiljuje kot zgled, kot idol mladim. In za to propagando v resnici gre. To je samo še propaganda ideologije LGBT+. In otrok, to je najhujša oblika v resnici propagande, ker otrok, ko se zabava, se odpre. Znam, da je to nedolžna zabava, v resnici mu pa servira zanj uničujoča ideologija, ki lahko pripelje do situacije, kot jo imamo v Hollywoodu. Tam praktično ne boste našli več uspešne igralke, igralca ali pa glasbenice, ki zdaj že na ves glas ne razglaša celemu svetu, da je njen otrok ali pa posvojen otrok transgenderski in da ga mu že daje hormonske blokere in ga pripravlja na operacijo. Da se pa vprašajte, kam je v resnici prišla ta naša civilizacija. A veste, kaj to v resnici pomeni? Če ti otroku daš hormonske blokerje, postane trajno sterilen, nikdar več ne bo mogel imeti otrok. In celo življenje bo moral imeti umetne hormone in seveda, ker so strahovito dragi, bo to fantastičen zaslužek, trajen zaslužek za farmacevtsko industrijo. In samo za denar v resnici gre. Kajti še dražje so pa tiste operacije. To je pa prava srhljivka, otroka se razreže na kose, pa se ga skrb sestavi v tisto, kar naj bi bil, ki je mogoče v igri rekel, jaz sem pa danes pa punčka, no, pa te moraš četveril, pa mu s tebe punčka ne rekel. Čeprav si fantak. To je mengelejevstvo, to je zločin nad otrokom. To morajo ljudje kazensko odgovarjati, tisti, ki to propagirajo in tisti, ki to izvajajo. In to je treba preprečiti, preden do nas pride, ker morate se zavedati, da to marsikje na svetu je že zelo razširjeno. V ZDA je bilo na stotine že teh klinik, da ne govorim, koliko otrok je bilo temu izpostavljeno. S tem se totalno uniči cela generacija otrok. In zato je treba se proti temu boriti že v samem temelju. Če pogledate strani, kaj pomeni to, kar se dogaja v Hollywoodu in kar, prosim, upoštevajte, otroci sprejemajo kot zgled, kot svoje idole. To je v resnici dobesedno zaradi denarja globalistov, ki potem seveda odpira pot za dodatne zaslužke, za novo kariero, za boljšo kariero, za dodaten denar. Za ta denar ljudje žrtvujejo svoje lastne otroke. Mi smo prišli iz civilizacije nazaj v barbarizem. V barbarizmu se je žrtvovalo otroke. In danes v Hollywoodu ljudje žrtvujejo Bogu Mamonu svoje lastne otroke za denar. Tam smo prišli nazaj iz civilizacije v barbarizem. To je posledica kulturnega marksizma, ki ga poganja denar globalistov. Zato je treba to silno resno vzeti in še nekaj treba upoštevati. Tukaj opozarjam že v tem trenutku na vladavino neizvoljenih. Pri tem ne sodelujejo samo posamezne, recimo, deli zabavne industrije, ampak žal tudi nekatere
mednarodne institucije, ki so jim ljudje v preteklosti zelo zaupali, kot je OZN ali pa World Economic Forum sem že omenil, pa ne boste verjeli, tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ta še posebej. A veste, da bi, to je že skoraj izven možnosti, da bi to verjeli, ampak je dokumentirano in imate v knjigi vse navedeno. Svetovna zdravstvena organizacija je izdala navodilo, po katerem bi morali naše evropske, naše 4-letne otroke v vrtcu že učiti masturbiranja in kako otipavati svoje kolege, ki jih je treba za to sleči. Pri 9 letih bi jih pa že morali usmerjati v homoseksualnost. To so obvezujoča navodila Svetovne zdravstvene organizacije, ki pa, ne boste verjeli, veljajo samo za Evropo in za evropske avtohtone otroke. Za Afriko pa Azijo, tam je otrok mnogo več, pa ne veljajo. Ne? Se pravi, zakaj v resnici gre, je najbrž jasno. To je boj proti avtohtonim evropskim narodom, proti belemu človeku, odraz rasizma, ki je zajet v kritični teoriji ali pa, če želite, v kulturnem marksizmu kot celoti. Zato se je proti temu zlu, ki je samo zlo in nič drugega kot zlo, treba boriti in treba se boriti zdaj, kajti sicer bo preplavilo naš svet. Gospod Ven, zdaj se bo pa nakratko dotaknila tudi še drugega sklopa, ki ga vi imenujete ideologija eko in kot se že prej povedala, ne, ta ideologija že požre na tisoče milijard, se pravi na bilijone evrov, govorimo o bilijonih, ne o milijardah, o bilijonih evrov in samo še slabše. In ta ideologija že uničuje gospodarstva zahodne civilizacije. Nemčija je, ne boste verjeli, tik pred zlomom. Tik pred zlomom. Ja, zelo preprosto je v resnici, če to pogledate se strani. Ideologija eko se je žal že zažrla v institucije Evropske unije zelo globoko. In celo tako daleč, da se danes že evropski birokrati celo hvalijo s tem. Nažalost, smo dejansko pred vsemi ostalimi deli sveta, kar pa je seveda samo uničujoče za Evropo in za naš razvoj in za našo blaginjo. Ampak evropski birokrati se s tem javno hvalijo in če jih poslušate, oni rečejo približno tako, ne, saj ves svet se je znašel že na robu prepada brez dna zaradi zelenega prehoda. Ampak mi pod našim vodstvom smo pa naredili že ogromen korak naprej. Ne. In dejansko je to res. Ne. Zdaj, zakaj tukaj gre? Ne? Prej sem rekel, da se vse oblike ideologije kulturnega marksizma vsiljuje na osnovi zastraševanja. In tukaj je to še posebej očitno. Tukaj je ta izmišljotina, ne? Kako bo v svet zgoril, kako je globalno segrevanje, pa globalne spremembe. Poglejte, če slišite izraze, kot je globalno segrevanje, pa podnebne spremembe, pa boj proti podnebnim spremembam, pa podnebna pravičnost, pa in tako dalje, sam primite se za denarnico, ker sam za to gre. In če vam bo neka dama, ki je zelo pogosto na naših televizijah, tam histerično razdaja, da svet se segreva in groza in moramo ukrepati, moramo se boriti, takrat lahko mirno izklopite zvok, pa samo zavrtite ti znani komad Money makes the world go round, money, 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 money. In samo za to gre. Ista vsebina bo, ampak bo veliko bolj pošteno povedano kot tisto, kar vam bojo tam naklali. Zdaj, kako ta stvar v resnici funkcionira, ker najprej treba razgledati metodo. Zdaj, za vse ne bi bilo krivo neko od človeka povzročeno globalno segrevanje, predvsem kurjenje fosilnih goriv, zaradi česar narašča CO2 in zato se ves svet kao segreva zaradi vpliva človeka. Zdaj, ta trik, veste, se da zelo preprosto povedati takole, da bo jasno, kako to deluje. Če začnete nekaj meriti po zim, pa hočete zračunati povprečje, kam gremo in smer, trend, pa začnete meriti po zim, pa končate polet, kaj boste ugotovili? Segreva se, razneslo nas bo, zgoreli bomo, groza je, ne moramo nekaj ukreniti. In če boste obratno začeli meriti polet, pa končali po zim, boste gotovo prihajali edina doba, zmrzeni bomo, moramo se pripraviti, grozni, kaj nas čaka. In če boste v tem izbranem obdobju z najboljšimi znanstvenimi metodami še bolj natančno merili, pa še bolj pogosto merili, boste samo dobili potrditev.
Ampak pazite, za obe te dve trditvi, ki sta seveda obe totalna bedarija. Ne? Zakaj? Ker ste vzeli prekratko obdobje. In na tem triku vse tole temelji. In pa seveda na človekovi psihologiji, ker smo ljudje taki, da si predstavljamo, da vse, kar se je pomembnega zgodilo, se je zgodilo v našem življenju. Kaj je bilo pa prej, nas pa pravzaprav prav eno figo briga. Ne? No, ampak Zemeljca je pa malo drugačna. Ne? V tem uči geologija, jaz sem slučajno po osnovni izobrazbi diplomiran inženir geologije, pač matematik, fizik, pa imam pa pol tu še neko politološki naziv magistra znanosti. Ne? No, ampak geologija uči prav o tem. In kaj pove geologija? Da je Zemlja stara 4,5 milijarde let. Se pravi, če to preračunamo, da bo v sorazmerju, da dobimo približno sorazmerje enega človeškega leta, da računamo lahko povprečje, ker vsaj eno leto morate pa že celo vzeti, če hočete povprečje računati, je to 65 milijonov let. In 65 milijonov let je ravno približno toliko, kot je od tistega padca onega kometa, ki je pobil dinozavre do današnjega dne. In temu se v geologiji reče kenozoik ali zemeljski novi vek. Še vedno traja. In v tem času so bile celine približno take, so danes atmosfera približno taka, kot je, skratka, nič bistvenega se ni spremenilo. To se pravi, je to pravo obdobje za računanje povprečij. In če to enkrat vzamemo in pogledamo, in zato so znane metode, ki so izjemno natančne v znanosti, bomo kaj ugotovili? Da je praktično celotno to obdobje bilo bistveno bolj vroče na Zemlji v povprečju, kot je danes. Se zgana taka histerija. Ne? Celo še več. V času pač eocenskega maksimuma in eocenskega optimuma so bile povprečne temperature po celotni Zemlji 8 do 12 in celo več stopinj višje povprečne, kot so danes. Pa vse medledene dobe, ledene dobe so itak samo zadnjih par 100 tisoč let, ne? Ampak vsa medledena obdobja, in mi zdaj v bistvu živimo v medledeni dobi, so bile bolj tople, kot je sedanje obdobje. Histerija se zganja, zgoreli bomo, človek je kriv. Ne? Takrat ni bilo nobenega človeka in ni bilo nobenega izgorevanja fosilnih goriv. Ne? Se pravi, je vzrok nekje drugje očitno. Ne? In tamle gor na nebu sveti tiste sonček, to je orjaška peč, ki ima pač svoje periode. Vse v naravi se dogaja v nekih periodah. Najkrajša na soncu je drugačna kot leto na Zemlji in traja približno 11 naših let. Vse stara so še daljša, tudi za tisočletna obdobja. In časem se to sešteje, ne? In poleg tega je treba še nekaj upoštevati. Zemeljca se ne vrti točno v krogu, ne, kot si ljudje predstavljajo preprosto. Ne? Ampak mečke miha, tako da v bistvu nariše eno vrsto enega takega vzorca, če bi ga gledali sa strani, zaradi tega se upadni koti spreminjajo. In vse to seveda vpliva v resnici pa na podnebje, na podnebne spremembe, ki so vsakodnevne, pa seveda potem še mnogo bolj obsežne. Ne? In v resnici se, seveda, proti naravi se pa ne moreš boriti, proti naravi se moraš prilagoditi, to je temelj preživetja v naravi, to temelj preživetja človeka skozi milijone let. In zato je vsa ta histerija, ki se zgana, ampak vsak dan vas bombardira. Ker pomislite, ko greste zdaj pogledati vremensko napoved, tam je včasih bilo lepo vse v zelenem, pa sonček se je lepo rumen smehlal, danes je pa vse živo rdeče in vse gori in sonce je grozeče, zgoreli bomo, in to, če vas noč in dan takole bombardirajo, pa so temperature v resnici nižje, ki so bile pred nekaj leti. Ne? Imajo ljudje občutek, da je to res nekaj izjemnega, ne? Pa je v resnici daleč od tega. V resnici, kaj vam zamolčijo, že mehne preteklosti. Ne? Od leta 1550 do 1870 je bila na Zemlji tako imenovana mala ledena doba, ko je bila povsod v povprečju temperatura nižja, dobri 2 stopinji, kot je danes. In zdaj se v bistvu Zemeljca segreva nazaj na svoje povprečje, na svojo naravno temperaturo. Ne? Da ne govorimo o tem, kar sem prej povedal, ne? O povprečju zadnjih 65, se pravi, milijonov let, kenozoiku, ki je bistveno bolj toplo obdobje, kot je sedanje obdobje. In zaradi tega je v resnici to vse samo trik.
Oni zganjajo histerijo, ja, moramo se boriti proti podnebnim spremembam. In na tem vam nabijajo nove in nove davke in sprejemajo najbolj nore zakone, ki onemogočajo, da bi poskrbeli zase, da je po novem niti hiš kao ne bi smeli več oddajati, pa prepovedano bo ogrevanje na drva, pa ne sme se kuriti fosilnih goriv, pa in tako dalje, in tako dalje. Z vsem tem samo v resnici vsegajo v še, nekateri fino zaslužijo, vsi pa zato mnogo slabše živimo, kot bi lahko. Ampak Zemeljca pa od tega nima nič. Primer tega, kaj je v resnici, kako se to poškoduje, je vsiljevanje elektrifikacije. Poglejte, jaz imam tamle od zunaj en fajn star dizel, jaz ga lahko še 100 let vozim, pa ne bom toliko svinarije naredil v zemlji, pa škode, kot en sam električen avto, ki je eko. Ja, samo izdelava električnega avta je pa tako uničujoča za zemljo, da se ljudje to ne predstavljajo. Ti rudniki, recimo za redke kovine, kot so tako imenovane redke zemlje, so daleč in ljudje ne vidijo. Niti ne vidijo postopkov predelave, kot so recimo litijski bazeni, kjer so tako strupene snovi, da če samo not pristane, je nerešljivo obsojen na smrt. Te vam pa ne povedo, no še več, kriv ne bi bil CO2, ampak v resnici je bil CO2 skozi vso zgodovino novejšo mnogo bolj prisoten v ozračju, kot je danes, večja koncentracija je bila. In rastline so se temu prilagodile. In kdo ne verjame, pogledajte, kaj delajo tisti, ki vzgajajo rastline v rastlinjakih. Upihavajo CO2, ker je to seveda bolj naravno za rastline in pospešuje njihovo rast. In v resnici, če bi znižali drastično nivo CO2-ja v zraku, to, kar govori pač ta propaganda, in to postavlja kot edini zveličaven cilj, bi rastline nehale rast, rastline bi izumrle, ker pod določeno koncentracijo CO2-ja niso več sposobne opravljati fotosinteze. Ampak skupaj z rastlinami bi umrli tudi mi, ker smo od njih odvisni, ker je od fotosinteze, od rastlin odvisna usoda življenja na zemlji. Tega vam pa ti lažni ekologi ne povedo. In v resnici vsa ekologija sedanja je zelena točno in samo toliko, kot govori znan ameriški pregovor. Green is the color of money. Zelena je barva denarja, ne dolari so v resnici zelene barve. Vse drugo pa nima pač zaščito Zemeljce, nobene zveze, ravno nasprotno, škoda je dela. Tale usiljena elektrifikacija, sem že povedal z električni avto, ampak verjamete, da električnih avtov ne je možno niti toliko izdelati, če bi vse uporabili, ker ni toliko teh snovi, ki so za to potrebne na celi zemlji. Ker pomeni, da se vnaprej hoče poseči v vaše človekove pravice, vključno, ali pa če želite na čelu s pravico do svobode gibanja, ki je temeljna človekova pravica. In obenem vam pa sedanja, recimo Golobova vlada, da gremo na Slovenijo, vsiljuje še obvezno elektrifikacijo ogrevanja in podobne neumnosti. Kaj bo rezultat tega? Mi nimamo ne virov, morali bi imeti novo nuklearko, pa je noče narediti. Nimamo pač dovolj transportnih zmogljivosti, ker potrebuješ kabli, potrebuješ daljnovode. Če bi pa klopili zdaj večje število električnih avtomobilov pa električnih peči na sedanje obstoječe kable, bi samo dol padla. Cel sistem bi dol padel in imel bi redukcijo električnega toka. To se je recimo v Ameriki, v najbolj bogati Kaliforniji, že dogajalo in se dogaja. Poleg tega morate še nekaj vedeti. Električni avtomobili odpovedo v mrazu. In v Ameriki je bilo zdaj že kar nekaj hudih udarov mraza in tisti, ki so vozili Tesla, so izpadli Tesla, ker so ostali sred ceste in to 2 kilometra od doma, ampak v takem avtu, pazite, ko odpove baterija, ker snižanje temperature pada kapaciteta baterije, pa tudi njena sposobnost, da sprosti tok, preneha tudi gretje. In ljudi so mogli ponekod reševati s helikopterji z avtocest, zato da niso zmrznili v električnih avtomobilih. Če ti obstaneš nekje v enem dizlu, imaš še za 24 ur časa goriva noter, pa ti vsaj avto veselo gre, tudi če ne moreš naprej, električno pa, ne? No, in kaj je v resnici cilj tega? Ja, pogledajte, kaj je Golobova vlada, Tisti, ki je na oblasti, ima celo Star Solar podjetje, ki prodaja pač to alternativno energijo, po domače rečeno fotocelice, pa turbine, pa take stvari. In hkrati pa sprejemajo vladne odloke, po katerih je vse večje strehe treba kar pokriti s fotocelicami. To je čisti konflikt interesov ali po evropskih merilih, če jih vzamemo resno,
koruptivno ravnanje, treba stvari poimenovati prav. Zdaj imamo dobesedno vlado, ki pooseblja korupcijo. In edini cilj je, da naraste cena električne energije. In to se že dogaja. In se bo še bolj dogajalo, če bo šlo to naprej. Pri tem pa še zadnja stvar, na katero opozarjam, in s tem bom ta del tudi zaključil, je, da tisti, ki imate morda električen avto, prosim, ne boste name jezni, če vam tole povem, ali pa da imate fotocelice, pa imate ta veliko baterijo litij-ionsko za hranitev energije doma. Morate vedeti, da se dobesedno igrate z ognjem. Kajti, če se taka baterija, recimo električen avto, vname, ga je skoraj nemogoče pogasiti. Pa še hujše, da pri tem proizvede nekatere izjemno strupene snovi. In če se vam električen avto vžge v garaži v vaši hiši, tudi če hiše ne prizadane bistveno, bo hiša tako zastrupljena, da bi bilo v bistvu treba podreti pa odpeljati na deponijo za posebne odpadke. In to vam prodajo kot eko, pazite, ne? Ampak tega vam seveda ne povedo, pa ne povedo vam, da vsaka toča razbije fotocelice, pa da je vse skupaj še vnetljivo in mi grede, da v hudem mrazu vse to odpove. Odpovejo tudi seveda vetrne turbine, ne? Tiste moraš pol polivati s gorivom, pa je gret, zato da jih sploh lahko zaženeš, ker je popoln absurd, ne? To je teater absurda že na koncu. In zato se je milijone dreves podrlo, da se je naredilo pač gozdove teh vetrnih turbin in pri tem se govori, da je to za zmanjšanje CO2. A vsako drevo po naravni poti veže CO2 in izvaja fotosintezo in hkrati pozitivno vpliva na okolje. Se pravi, če bi šlo res za okolje, bi se ravnalo drugače. Vsi želimo živeti v čistem okolju, ampak morate se zavedati, da to, kar je uradna ekologija danes, je v resnici samo ideologija eko in zaščito narave in zaščito človeka in s čistim okoljem blage veze nima. Ne? Tipičen primer tega je tako imenovana tale papirnata slanca. Ne? Najprej se je pač prepovedalo une slance, pa so pa zdaj te papirnate slance pakira v polivinil. Teater absurda. Ampak pazite, je pa zato 10-krat dražja. Morate pa še nekaj vedeti, tega vam pa tudi ne povedal. Marsikatera od teh slanc sprošča zelo škodljive, izjemno škodljive snovi, ker so pač v obdelavi uporabljene za obdelavo papirja in zato, da se papir impregnira, da ne razpade v prvem stiku s tekočino. In to pomeni, da se je za nekaj bolj škodljivega, ker je ravno tako obremenjujoče za okolje tudi s plastiko, če želite, kot so bile slance, šlo samo poseči v vaše žepe, kajti na koncu se skaže samo to, da je ta zadeva in je 10-krat dražja od one. In primer, kam to pripelje, je pač Nemčija. V Nemčiji so celo šli razstrelevati jedrske reaktorje, podobne neumnosti danes uvažajo najbolj umazano energijo, če želite, iz vzhodnoevropskih termoelektrarn na slab premog, tem je 40% izkoristka, ne? In potem se še v kabli izgubi in potem še pri pretvorbi tja in nazaj, da nam to se razlagal. Ne? In na koncu tudi, ko upoštevate energijo, ne? In šlo ne bi kao za varčevanje z energijo, je v resnici to veliko bolj potratno in za okolje energetsko bolj obremenjujoče, kot je recimo uporaba motorjev z notranjim izgorevanjem, za katere v Evropi zdaj uveljavljajo prepoved. Ne? Veste, da je Evropski parlament pred kratkim sprejel na predlog komisije, da se pač prepove vsa proizvodna motorjev z notranjim izgorevanjem in njihova uporaba po letu 35. Ne? Kar je totalno noro, med nami rečeno, in se tudi na srečo ne bo zgodilo. So pa s tem naredili seveda kaj? Profit enim na škodo drugih. In samo zato gre pri tej zeleni ideologiji, da poseže vaš žep in vaš denar da globalistom. Ves denarni tok, ki pri tem nastane, praktično se steka na Kitajsko. In od tega tisti ljudje, ki s tem služijo, v elektrolobiju, pa seveda producenti te zgodbe, ne, veselo služijo. Gre za tisoče milijard in zato Nemčija danes ni nič bliže zaščiti okolja kot primer, ampak je pa zagotovo bliže socializmu, kot je bila pred začetkom te ideologije. In zato je ta ideologija tako uničujoča. Kaj v resnici z njo počnejo? Z njimi hočejo s prijetjem kobajagi reševanja sveta, ki bo potekalo točno do zadnjega centa vašega denarja, pa se bo pa končalo, ker ne bo več potrebno. Toliko časa bodo oni bili boj s podnebnimi spremembami za vaš denar, ne? Da boste ostali brez vsega, da bodo uničali in vam vzeli vaše premoženje, premoženje vaših družin, ki ste ga ustvarjali skozi generacije, in ga prelili v žepe globalistov. Samo to je cilj.
In vsi ostali ostanete na nedrih države, odvisni od države in treba se zavedati, da samo človek, ki je ekonomsko samostojen, je tudi dejansko kot človek samostojen. Zaradi tega se je te stvari tako pomembno do konca vpreti. In tukaj bo treba zelo velike korake narediti, ki jih opisujem v knjigi. Jaz trdim, da je treba tudi odstopiti od vseh tistih sporazumov, ki so zdaj zveličavni, kot je recimo Pariški sporazum, v resnici so pa samo nabiti z ideologijo eko. In same neumnosti so noter. Sem povedal, na kakšni laži je vsa ta ideologija utemeljena. Še enkrat povem, vsi si želimo živeti v zdravem okolju. Ampak zdravo okolje in pač primerno okolje in hkrati razvoj človeštva dosežemo z zdravim razumom. Se pravi, s tem, da se upremo uničevanju našega premoženja, da se upremo uničevanju kmeta. Zakaj je danes kmet Evropske unije cilj, tarča napada? Ne? Prvič zaradi premoženja, ker je s tem tudi samostojen, ker je avtonomen, ne? In drugič zaradi tega, ker je hkrati kmetijstvo, kmet, steber vsakega naroda, tudi slovenskega naroda. Zato je vse te kmečke upore po Evropi zdaj treba podpreti. Zaradi ohranitve zemlje, zaradi ohranitve našega okolja, zaradi odstranitve tako škodljive ideologije eko. Samo tukaj. Samo en kratek medklic, gospod Grims je govoril o povprečni temperaturi. Vete, na svetu je trenutno nekaj tisoč merilnih, referenčnih merilnih naprav, na podlagi katerih se meri povprečna globalna temperatura. Ampak vprašati se je treba, ne? Kje so postavljene te merilne naprave? Pa bom povedal en sam primer. 2 leti nazaj, mislim, da je bilo leta 2020, so v Angliji namerili rekordno temperaturo na otoku v Angliji. To je bilo, mislim, da 44,2 stopinje Celzija. Seveda je bilo ves globalni mainstream je v tem poročal, ne, da bo Anglija kmalu zgorela. Zamolčali so pa, katera merilna naprava je to izmerila. In ko so nekateri neodvisni novinarji malo odkrivali, kaj so ugotovili? Ta merilna naprava je postavljena na koncu letališke steze, vojaške baze britanskega kraljevega letalstva, kjer obračajo in zletajo letala z reaktivnim motorjem. Meni se zdi normalno, da je malo za unim motorjem, ki ima 1000 stopinj ali pa še več, malo bolj vroče, ne? Najbrž je res, ne? Ampak samo toliko o tem. Gospod Grimm, vi knjigo zaključite s sklopom multikulti, pravite, ne? Govorimo tukaj o migracijah. Migracije so se dogajale ves čas zgodovine človeštva, ampak te, ki so se začele pred 10 leti, so pa nekaj povsem drugačnega. Gre pravzaprav za invazijo. Ja, res je, ampak preden gremo na to temo, zdaj smo toliko govorili o temperaturah, predvsem o globalnem segrevanju, ki ga seveda povzroča sonček, ne pa človek, da ne opozorim, da se gotovo vsi z nostalgijo zdaj spominjamo, da je že konec zime. Kajti vsi normalni, desno usmerjeni ljudje vemo, da je zima najlepši letni čas. Veste zakaj? Ker je zima edini letni čas, v katerem vidiš levičarja, ki ima roko v lastnem žepu. No, ideologija multikulti je pa žal tisto, s čimer se soočamo vsak dan in vi v Logaciju še toliko bolj, se imate tam nečez azilni dom. Ideologija multikulti ima en sam cilj, to je velika zamenjava. Še pred par leti bi še skoraj vsi na desni, kaj šele na levi, ob tem začeli kričati, da to je konstrukt skrajnih desničarjev. Ampak zdaj je pa tamle čez mejo nekoč popolnoma slovensko mesto Tržič. Danes se mu reče Monfalcone v Italiji. In županja tega mesta, gospa Cisint, je oktobra lani povabila imama
kot predstavnika migrantov, ki so preplavili tisto okolje, na pogovor o integraciji, zato da bi zmanjšala konflikte, ki so bili izjemno pogosti, in je hotela pač vprašati, kako izboljšati integracijo, da do konfliktov ne bi več prihajalo. In imam pa v islamu združuje tako versko kot posvetno oblast, pa nekaj to vse združeno, jo je arogantno zavrnil. Gospa, se to nas sploh ne zanima, integracija nas ne zanima, mi vas bomo zamenjali. Se pravi, velika zamenjava, ne samo da je dejstvo, velika zamenjava se v naši neposredni soseščini že dogaja. Če k temu dodam še, da so še mnogo bolj pomembni imami od navedenega, to so imami v Esnu, v Rimu, v Londonu, v Berlinu, že dali zahteve, ne samo za uvedbo šeriata, se pravi islamskega prava, za kar za vse, ampak so dali tudi zahtevo za uvedbo kalifata, se pravi popolnoma totalitarnega sistema, pod vodenjem seveda islamskega vodje, potem bo jasno, kje smo. Pač Evropa v celoti je v resnici izpostavljena sistematičnemu in načrtni invaziji. Samo jaz zmeraj ob tem poudarjam eno. Ne jeste se na tiste, ki prihajajo. Oni samo izkoriščajo priliko. Pobesnite nad tistimi, nad levičarsko peto kolono, ki jih vabijo, ki jim dajo lažne obljube, ki jim odpirajo meje, ki kršijo zakonodajo po dolgem in počez, zato da bi pač jih privabili v naše okolje. Hkrati pa ti isti ljudje obremenjujejo z norimi davki vse nas in onemogočajo normalno življenje naših družin, zato se ljudje ne odločajo za otroke in to je glavni problem, če bi bilo otrok več, potem se to sploh ne bi mogli dogajati. Zdaj je pa začaran krog. Slovenske družine, bom šel kar na Slovenijo, so obremenjene s popolnoma norimi davki, ker je še zaostrila Golobova vlada, ki je najprej znižala plače in potem še povečala davke in še napovedala nove davke in hkrati še dodatne obremenitve. Kaj to pomeni, recimo, da bo treba vse peči postopno zamenjati za električne peči? To je spet neka v bistvu oblika davka, ki se ji ne reče davek, ampak je davek. In hkrati je še inflacija, ki je izjemno visoka in za inflacijo je Ronald Reagan zelo jasno povedal. Vsaka inflacija je posledica tega, ker država, torej vlada tiste države prebogato živi, ne pa zato, ker bi ljudje prebogato živeli. Tudi to je oblika davka, ekonomsko gledano, brez zakona. In vse to se zlorablja zato, da se ustvarja razmere, v katerih v resnici dejansko pač načrtno usmerjajo, da bi šli podjetniki in mlade družine v tujino, nadomestili bi jih pa prišleki. In s tem bi oni pač okrepili, kot to računajo, svoje volilno telo in na tem utrdili svojo oblast. Še pri tem posebej poudarjam eno stvar, ki jo ponavadi povem že na začetku. Nikoli, prosim, ne mislite, da ta vlada ne zna. Ne gre za to. Ta vlada točno izvaja svojo politiko in to prekleto dobro zna. Samo to je politika zla, to je politika načrtnega uničevanja slovenskega naroda in načrtnega uničevanja slovenske države, kajti po 3. členu slovenske ustave je obstoj slovenske države utemeljen na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Če ni slovenskega naroda, tudi temelja za obstoj Slovenije ni več. In to je v resnici cilj te vlade. Ne gre za to, da ne znajo. Oni načrtno uničujejo, zato so zlo. Zato se proti temu treba boriti. In kaj se dogaja? Oni lepo so šli podirati tamle ograjo na mestu in so dali signal ilegalnim migrantom in še več. Oni so zdaj umaknili s meje pač najprej v vojsko, ki se edini migranti bojijo, in potem še policijo. So jo zamaknili noter same mejne črte za par 100 metrov. Kaj so s tem naredili? Odprli so prostor zato, da ni več možno izvajati niti tistega, kar določa sicer slovenski zakon, to je zakon o meji, niti tistega, kar daje vso pravico vsaki državi, zgodovinska odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, stara zdaj že 4 leta, v njej seveda molčijo levičarji kot grob ali jo pa poskušajo obrniti na glavo,
če že morajo o njej govoriti, to je pa, da je dovoljeno in popolnoma skladno z vsemi načeli spoštovanja človekovih pravic, vključno z Evropsko listino človekovih pravic, vključno s splošno deklaracijo človekovih pravic OZN in z drugimi akti Evropske unije, če migranti v skupini uderejo preko meje ilegalno v neko državo Evropske unije, te na sami mejni črti obrniti in jih poslati, odkudar so prišli, brez kakršnekoli individualne obravnave. Ampak to je seveda možno samo na mejni črti. Zato so v resnici oni to načrtno naredili. Kaj to pomeni? Oni so naklepno opustili dolžnostno ravnanje. Oni so naklepno zlorabili svojo pač funkcijo, ki jo opravljajo, v danem primeru funkcijo članov Vlade Republike Slovenije. To je pa kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku. Še več, Golobova vlada plačuje in enako počne žal Evropska unija in seveda morate vedeti, da Golob bi se zanesljivo obnašal drugače, če ne bi vedel, da ima tam krit hrbet, dokaz za to je Vera Jourova in njena njen pritisk na ustavno sodišče, ki je totalna prekoračitev vseh pooblastil, ki jih ima Evropska komisarka. On bi se pravi, tudi Golob bi se drugače obnašal, če tega ne bi bilo, enako ravna Evropska unija. Kaj oni počnejo? Ne? In Golobova vlada, kot primer. Oni plačujejo ilegalne nevladne organizacije, vsak teden imate razpise za milijonske zneske za nevladnike. Ne? Grede, včasih so bili nevladniki po definiciji tisti, ki niso prejemali nobenega denarja od vlade oziroma iz javnih sredstev. To je bilo bistvo nevladnih organizacij. Danes se pa to hoče vzpostaviti kot neka pač birokracija. Dejansko gre tukaj za vsiljevanje oblike oblasti neizvoljenih. Ne? Zato se jih kar hoče vključevati in se pravi, da je to demokratično, da se jim kar daje neka pooblastila, pa oni bi že kar odločala, ne? Ker s tem se izogne kontroli, s tem si oni zagotovijo trajno totalitarno oblast. To je recimo, zakaj so vsilili, da mojo nevladniki spet na RTV. Zato, ker se tam izven kontrole, zato, ker je potem to popolna njihova oblast. Ne? To je za vsiljevanje totalitarne oblasti v resnici. No, in tukaj, ko pač oni to počnejo, lepo plačujejo nevladnike, da hodijo dol na jug in tam prepričujejo ilegalne migrante, vderke v Slovenijo in dajo napotke, kako oni to naredijo, kako najbolj učinkovito zlorabijo in najbolj dolgotrajno zlorabijo naš pravni sistem, našo azilno ureditev in kako ne ravnajo, da čim bolj podaljšajo te stvari, ne? Da največ potegnejo denarja. Zato, ker s tem služijo tudi nevladniki. Spet gre samo za denar. Pozabite tisto, da so neke podnebne spremembe, take ruslarije, ne, da je to krivo ali pa vojne. Ti si begunec samo v prvi varni državi ali pa v delu tvoje države, če je varen. Ne? Ko greš pa naprej, si pa migrant in če greš preko meje ilegalno, si ilegalni migrant. In vsi ti, ki prihajajo, če bi spoštovali pravo, prišli eventualno na naš mejni prehod. In bi tam rekli za azil, da tega ne delajo. Se pravi, oni vedo, da niso upravičeni do azila in tisti, ki hodijo spodbujevati, tudi točno vedo, da oni niso upravičeni do azila. To se pravi, gre za naklepno vzpodbujanje k pač kršitvi pravnega reda Republike Slovenije, k kriminalu. Tisti pa, ki naklepno spodbuja k kriminalu, je pa tudi sam kriminalec, po definiciji Kazenskega zakonika. In zdaj pogledajte to strani, kaj mi v resnici imamo, če pozabimo vse leporeče in končno stvari imenujemo s pravim imenom. Imamo vladavino kriminalcev, ki plačuje, zlorablja vaš denar, zato da plačuje kriminalno združbo, druge kriminalce, da hodijo dol na jug in spodbujajo tujce, da pridejo k nam na način, ki sam po sebi že pomeni kriminalno dejanje, to se pravi, v bistvu plačujejo kriminalce za to, da vzpodbujajo druge kriminalnim dejanjem na ozemlju Republike Slovenije. Gospe in gospodje, to je pa multikulti, ko se odstrani vse tiste velike floskule in besede. Ne? In kakšne so posledice? Slovenija ni več varna država. Bila je nekoč najbolj varna na svetu. Zdaj, ko zgubila, drsi po lestvicah navzdol, to se zdaj že čuti, ne? Oni to seveda prikrivajo na vse možne načine. Ravno danes smo imeli spet to debato in ko so zatrjevali, da nikoli ni bilo z nobenim migrantom v Postojni nobenega problema, sem jih prijazno spomnil, da je en migrant iz Postojne posilil eno staro gospod tamle pred nekaj meseci v eni od slovenskih vasine.
Se pravi, ne mi govor, da ni bilo problemov, v resnici problemi so. Zadnji sem posnel pač en video tudi s enim pač dokumentarnim posnetkom direktne kraje enega ilegalnega migranta v eni od ljubljanskih trgovin in podobno. Ampak vse to se poskuša skriti in to ni samo politika Golobove vlade, to je žal tudi politika Evropske unije. Zaradi tega, ker je tam najprej treba te stvari presekati in treba jih je presekati odločno. Danes ne zadošča niti samo to, če bi ponovno poslali vojsko na meje in poskrbeli za dejansko zaščito meja. To je itak nujno potrebno. Ampak to ne zadošča. Potrebna je še remigracija. Potrebno je vso maso tistih, ki zlorabljajo naš pravni red, zlorabljajo azilno ureditev, zlorabljajo našo socialo, poslati, odkoder so prišli. In ta denar preusmeriti v krepitev družinske politike za slovenske družine, da se spremeni ta odnos. Danes mi moramo narediti največji pozitiven civilizacijski premik v zgodovini, da se iz tega lažnega humanizma, ki v resnici ogroža tiste, ki prihajajo in ogroža vse nas, ki tu živimo, preide v nov civilizacijski model, ki bo pač pomenil res krepitev zaščite družine, zaščite materinstva, zaščite očetovstva, zaščite otroštva, da bo upošteval, da mora otrok biti največja naložba. Ne samo, da je otrok nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi v nekem življenju. To vem, ker sem oče. Ampak gre tudi za to, da mora biti otrok naložba, dejanska naložba vsakega avtohtonega naroda v Evropi. Zlasti taga, kot je slovenski, ki so razmerno majhni. In zato je treba spremeniti vse politike, od obrambne, zagotoviti varnost, davčne, da bo podkrepljeno, če imaš otroka, moraš imeti velikanske davčne olajšave, moraš imeti za to v bistvu pozitivno stimulacijo. Ne da danes ženske gledajo tako, če bo otrok Jezus konce moje karijere, pa še v bankrot bomo šli. Tako približno je dojemanje. Pridejo pa tujci, to pa ni problema, privleče 10 iz sabo ali pa 10 plena štanca, vse to plača naša sociala. Ne? To je pa pol v praksi. Imate v Nemčiji primer, ki je eden dobesedno hodil dol v Afriko nekam, odkudar je prišel, privlekel otroke, zdaj on jih je priznal, a so res njegovi ali ne, se bi dalo debatirati, ampak na ta način vleče čez 20.000 evrov vsak mesec. Ne? Do popolnih absurdov prihaja. Vi veste, da je mnogo Maročanov, recimo kot primer, ali pa Egipčanov med tistimi, ki so dobili azil v Evropi. Ampak Evropejci pa hodijo tja v te države na počitnice, v tisočih, ker so varne. Še več, ne boste verjeli, ti ljudje, ki so tu dobili azil, ker ni bi bilo tam ogroženo njihovo življenje, zdaj lepo na stroške evropskih davkoplačevalcev hodijo nazaj v svoje matične države na počitnice, pa se imajo fino, ne? Do tega absurda je pripeljal ta lažni humanizem. Zato je potrebna ta civilizacijska sprememba. In zaradi te civilizacijske spremembe, da bi zagotovili, da se vrnemo k pravim vrednotam, k medsebojnemu spoštovanju vseh narodov Evrope, k zaščiti pravega bogatstva Evrope. In edino pravo bogatstvo Evrope so avtohtoni narodi, vključno s slovenskim narodom. In pač zaščita njihove tradicije, njihove kulture, zato, da bi zaščitili materinstvo, očetovstvo, otroke, da bi zaščitili nacionalne države, jih okrepili, kajti nacionalna država, zato je tukaj zastava na čelu te knjige, se izkazala kot edini in najboljši učinkovita zaščita pred kulturnim marksizmom, seveda pod pogojem, da je desno vodena. Mi potrebujemo drastičen premik v desno na evropskih volitvah zdaj. Dvakrat med strankami in znotraj strank, da pridejo v spredje ljudje, ki so se sposobni boriti s kulturnim marksizmom, ker to je treba presekati, ni dosti malo spremeniti smer, kako se poskuša, ampak je treba stvari odločno presekati. Zato tudi sam kandidiram za Evropsko unijo, zato vas tudi prosim za petko, se pravi, obkrožite na listi SDS številko 5 in mi dajte preferenčen glas. In verjemite, da taga še niste imeli kot v Evropi, kot bom jaz. Ker tam se da stvari. Še enkrat povem samo to in s tem bom ta del zaključil. Časa ni več veliko. Če se bodo sedanji procesi nadaljevali še nekaj let, recimo, če bi se nadaljevala dosedanja evropska politika,
potem verjemite, ne samo, da Evrope ne bomo več prepoznali, kot se pogosto reče, Evrope preprosto ne bo več. Gre za to, da je treba stvari spremeniti, presekati odločno in pač iti v popolnoma drugi smeri, kot se je šlo do zdaj. Te volitve so zato dvakrat pomembne. Prvič zaradi Evrope, o čemer sem govoril, in drugič zaradi Slovenije, ker verjemite, da se bo rezultate gledali. In če bodo ti rezultati izrazito desni, da bodo šok in dosegljivo je, verjemite tudi razmerje 6-3 celo v korist desne, če bomo vsi res nehali en drugemu nagajati, pa vsi pomagali, o čemer bi lahko posebno predavanje naredil. Ampak v tem primeru bodo tudi sledile predčasne volitve v Sloveniji in to jaz mislim, da zelo hitro, ne pol leta. Če bo pa pol, tam bodo pa vlekli do konca, pa še za en mesec bojo podaljšali, ker take večine, ki jo imajo zdaj nikoli več nove umeti, oni to vedo. In ker je še huj, da jim še Nova Slovenija štango drži, ne, prenostalni spremembe. In bodo to za vsako ceno hoteli izkoristiti, ne. Če seveda ne bo šok dovolj močan. Zato je to tako važno in zato upoštevajte tisto, da vsako slabo vlado, vsako slabo oblast izvolijo tisti dobri ljudje, ki ostanejo doma. Ne ostati doma na teh evropskih volitvah. Če kdaj v zgodovini, pejte s prijatelji, znanci, s familijami na volišče, povejte točenim razložke, kaj je treba narediti in naredimo skupaj ta premik, ker je zdajle skrajni čas. To je tista naša skupna odgovornost, to je odgovornost do nas, do naše generacije, do naših otrok, do naslednjih generacij, do Slovenije. Preden vam bom dal besedo vam za kakšen komentar ali vprašanje, samo na kratko nekaj. Gospod Grims je zdaj govoril o migracijah. Veste, jaz sem bil pravnomočno obsojen na 7 mesecev zapora, 2 leti pogojno, ker naj bi užalil ilegalne migrante, katerega natančno ne vem. Sicer je tožilstvo prvo zahtevalo, da razpihujem sovraštvo, sem polni tega nisem mogel dokazati, so pa rekel, da sem užalil migrante. Zdaj pa vi me povejte, kako jaz lahko užalim nekoga, ki pride nezakonito, ki pride ilegalno v mojo državo, ki pride brez dokumentov, ki si izmisli ime, ki si izmisli datum rojstva. Kako jaz lahko tazga človeka užalim? Slovenija nima varovanih mej. In tukaj bom nekaj zelo jasno. Država, ki ne varuje svoje meje, ni več suverena država. Še več. Mi se moramo vprašati, ali je to sploh še država. Zdaj bi vas poprosil za vaš komentar ali pa kakšno kratko vprašanje za gospoda Grimsa in bo z veseljem gospod Tame. Ja, najprej bi vama predlagal, da spijete kozarec vode v cilju zaščite varnih gasil. Se ne ubrabili to. Drugo pa, če dovolite, tole na temo multikulti, odnosno zamenjave prebivalstva, bi omenil en v nebo upijajoč primer. Recimo 14 dni nazaj, velika noč v Londonu. London je ves ukrašen, razsvetljen z napisi Meri Ramazan, Holy Ramazan. Ne? Se pravi, London je slavil muslimanski praznik Velike noči. Je pa res, da ima že drug mandat London župana Pakistanca muslimana. Ne? In to pelje v zamenjavo prebivalstva, ker pa levičarji vejo, da novo prebivalstvo ne bo nikdar volil konzervativcev, je to voda na njihov mlin, da bojo večno na oblasti. Ja, hvala za odlično vprašanje, tudi za odličen primer, kajti tudi London imam prav kot primer, to žal negativen primer opisan v knjigi. Tam je recimo tudi nekateri pojmi, o tem zdaj nisem govoril, ker so tačija in podobno se uporabljajo v islamu. Tačija pomeni pravica do prevare, celo obveznost laži, ko gre za pač pogovor nekoga, ki je pravi musliman, pravoverni musliman, radikalni musliman, z nekom, ki to ni. Tam ima obveznost laganja, ker to reče včasih, da je koranisto kot svetopismo. Daleč od tega. Svetopismo pravi, ljubi svojega bližnjega, Koran pa pravi, obglavi svojega bližnjega. Koran, recimo, svetopismo pravi, ne želi svojega bližnjega žene.
Koran pa pravi, posili svojo žensko, če ni pravoverna muslimanka in tako dalje, da ne bom se to zdaj na dolgo in široko razlagal. Skratka, treba je vedeti, da radikalni islam s našimi vrednotami, s evropsko civilizacijo nikakor ne združljiv. In potem izkoristim še za nekaj. Poglejte, žal je pri mladih zelo prisotno to, da je zdaj biti ateist moda, ne? Ampak tukaj je, zato imam tudi naslov Zmaga dobrega v resnici, nekje vmes pa lepo obrazložim. Dokler v resnici ti ločiš, kaj je dobro in zlo, dokler verjameš v dobro, v resnici verjameš v Boga, ker Bog je dobro. Ko pa enkrat se zabriše ta svet in to je cilj levičarjev, ne? Takrat pa postane vse dopuščeno, lahko ljudi obežaš na kavle, lahko jih pobijaš, lahko iznakazaš otroke, lahko jih narediš sterilne, vse je dovoljeno. Ne? Takrat je pa seveda konec civilizacije. Ne? In to je v resnici cilj levičarjev. To hočejo globalisti, zato ker želijo, da bi bil ves svet samo v rokah njene peščice ljudi, seveda trajno, ne? In pa vsi ostali bi bili pa kot neke vrste, skoraj preko delovne živali in potrošniki nekih ničvrednih dobrin, ne? In bi skrbeli samo za njihov profit in pa njihovo lagodno življenje. Ne? To je v resnici cilj te zgodbe in to smo žal gremo. In zato se je najprej treba s tem soočiti, zato da se potem temu učinkovito upremo, ker se to še vedno da, brez problema. Ne? Problem, ki ga jaz vidim, je, da je Evropa šibka. Evropa je šibka zato, ker ne spoštuje svojih korenin. Evropa je narejena na krščanskih koreninah. In če odsekaš krščanske korenine Evrope, Evropa izgubi svojo identiteto. Absurd je, da nas na to opozarjajo danes Afričani, recimo kardinal Barth, ki je Afroameričan. On nas na to opozarja. Pa recimo predstavniki drugih ver, kot je Dalaj Lama. Oni pravijo, Evropa pripada Evropejcem. Slovenija pripada Slovencem. Dajmo se enkrat direktno povedati, zakaj gremo. In tega se treba držati. Samo tisti, ker je naš skupen problem, je, da imamo premalo otrok. Če ne vem, kako je pač postopno prišlo do tega, to ni proces od včeraj, ampak skozi 100 let, da se je družbo tako preoblikovalo. Poglejte, še v sredini prejšnjega stoletja je z eno plačo lahko živela cela družina, brez problema. Danes morata delati oba, pa otroci so cel dan v šoli, so zato fino podvrženi vplivu pranja možgan, kajti danes je javno šolstvo samo največja pravnica možgan v državi in grede javno zdravstvo je pa največja pravnica denarja v državi in na ta način oni krepijo svojo oblast. Zato gorijo cerkve po Evropi, zato se danes uničuje pač sledi evropske civilizacije, tisto največje bogatstvo, ki ga Evropa ima. Ker s tem se odpre prostor za lažno religijo, ker se uniči vero. In ker je še najhuj, s tem se tudi uniči civilizacija. Morate namreč vedeti, da vsaka civilizacija ima kot temelj vrednote, ki jih je vzpostavila vera na tistem območju. In pri nas je bila to krščanska vera. In eno strahotno napako delajo dostakrat ljudje, ko mislijo, da so vsi ljudje po celem svetu isti. Ne, ker izhajajo iz drugačnega okolja in imajo drugačne temeljne vrednote, ker jih je oblikovala, to ni nekaj, kar se oblikuje v 50 letih, ampak skozi stoletja vera na nekem območju. In zato je pri nas, da je človek individuum, da je enkraten, da je neponovljiv, da je življenje dragoceno, da je življenje sveto. Tega druge pač civilizacije ne poznajo in to razumejo drugače. In bojte se recimo zgodbe, ker se jo vidim pri teh množičnih migracijah, v katerih posledica je tudi to, o čemer ste vi zdaj govorili, kdo ima na koncu od tega korist. Recimo, to dela Evropo šibko, skupaj s vsemi ostalimi oblikami kulturnega meseca. Zato imamo danes vojno tam na pragu Evrope. Ne? Če bi imela Evropa močne voditelje, bi bila zveza močnih, nacionalnih, desno vodenih držav, verjemite, do tega napada ne bi prišlo. Še posebej, če bi bil močen človek, kot je bil Ronald Reagan ali pa Donald Trump, zdaj je tudi na čelu ZDA. Ker so pa šibki ljudje, se pa vse to dogaja. Ne? In to se dogaja postopno in zaradi tega pridejo take posledice in tukaj igrajo to, o čemer sem govoril, vlogo ti propagandisti,
ki diskreditirajo vse, najprej pa religijo. In danes se dela ljudi pač, da imajo občutek, da so za nekaj krivi, to so v bistvu zlorabi nek temeljni princip krščanske vere, zato da se naredi občutek lažne krivde in potem se reče, aha, včasih ste bili nasilni do islama, zdaj more pa zato v Londonu viseti za Ramadan, okraski za Ramadan. In naša televizija komplicira s prenosom maš ali pa sploh niti ne čestita ob največjem verskem prazniku, recimo Veliki noči, ampak vse, kar je za Ramadan, to pa ni problema, to pa prenašajo neomejeno in seveda na stroške davkoplačevalcev. To je oblika kulturnega marksizma, oblika propagande, ki uničuje zahodno civilizacijo. Zahodna civilizacija ima in same korenine, to so krščanske korenine. Če odrežeš zahodni civilizaciji krščanske korenine, to ne bo več Evropa. Lahko bo Eurabija, lahko bo karkoli se bo že temu reklo, ampak Evropa to ne bo več. Zato so ti primeri tako poučni, obstaja še kakšen hujši model. Nekatera angleška mesta so danes ne samo, da so v večini že priseljenci, ampak so praktično 100% samo še sestavljena s prebivalci iz področja radikalnega islama, ker so vsi ostali po domače rečeno ušli zaradi nasilja, zaradi takih in drugačnih zgodb, ki so bile tam prisotne. In to priča o nečem. Multikulti ideologija ne združuje, multikulti ideologija uničuje. Namesto integracije imamo danes dezintegracijo evropskih narodov in evropskih narodnosti. In zato se je temu treba z vso odločnostjo upreti. Kdor vam danes planca o integraciji, integracija deluje dokler je 2% tistih, ki so prišli. Danes je pa ponekod 5-10, v velikih mestih še mnogo več procentov. Slovenija žal je pri tem zelo na čelu. Levičarski portal, kajti OZN je v resnici danes levičarska organizacija, Migration portal od OZN, pa je tega pogledati, pokaže, ko klikneš nanga za Slovenijo, da je 24% že priseljencev v Sloveniji. Vam pa govorijo za javnost, da tega minimalno 24% in smo med najbolj obremenjenimi državami na svetu. Zato se vse to dogaja, zato se vse to izkorišča. In zaradi tega je te procese treba takoj prekiniti in zaustaviti. Kajti sicer bo časa zmanjkalo, časa za to ni več. Vse to gospod Grims opisuje v svoji knjigi, katero ste vabljeni tamle k nakupu. Knjiga je napisana na zelo razumljiv način, ampak še vedno zadosti tudi akademskim kriterijem. Zdaj pa, če ima slučajno še kakšen res kratek komentar, ker potem bomo ta večer počasi zaključili. Gospod, na kratko. Ja, čisto na kratko, okrog tega globalnega segrevanja. Tukaj se govori, da bomo vsi zgoreli. Prej ste pa gospod Grims omenil, da po zimih pa tako zebe, da imajo roke v svojih žepih. In druga stvar, če navežem na to, kaj bojo pa naredili v Afriki? Jaz sem bil eno leto in pol v Afriki, pa mi lahko verjamete, da je veliko manj avtomobilov, pa višje temperature. Kaj pa dol narobe? Zdaj, kot rečeno, s tem, da uvažaš tretji svet, ne rešiš ničesar. Uvažaš tretji svet, postaneš tretji svet. Dokaz za to je Švedska, dokaz za to je današnji London. Se pravi, če se pri čemurkoli hoče pomagati, je treba pomagati tam, odkud ti ljudje prihajajo. In tukaj je v resnici dvojna igra velikih sil, ki jim je cilj, da je Evropa šibka, da izgine zahodna civilizacija. Glejte, kaj recimo počnejo Kitajci. Oni so postavili tam ceste, pa železnice, da lahko ljudje migrirajo proti Evropi. Dali so skoraj zastonj jim GSM-e, pa poskrbeli za povezave. Niso pa poskrbeli za delujočo industrijo, za delujočo ekonomijo, ki bi omogočila, da ti ljudje doma normalno živijo. In seveda oni imajo samo še en cilj, da pridejo v Evropo.
In to ni slučaj. Pri tem so sodelovali v preteklosti tudi nekatere tajne službe. V določenem obdobju bil recimo tudi zelo aktiven Wagner, ker se je pač uporabljalo te migrante za pritisk na tiste sosede Rusije, ki so najbolj pomagali Ukrajini in tako dalje in tako naprej. Evropa zaradi lastne naivnosti dovoljuje, da se danes ilegalne migracije zoper njo uporabljajo kot orožje. In zato ne velja preprosto načelo. Si vis pacem, para bellum. To je znano že od starega Rima. Če hočeš mir, se pripravlja na boj. Evropa se mora resno soočiti z vprašanjem, da sprosti svoj razvojni potencial. Se pravi, treba odstraniti vse te lažne ekozakone in podobne omejitve. Treba je poskrbeti za več za družinsko politiko, za to, da se ohrani največje bogatstvo Evrope, njeni narodi, da se okrepi nacionalne države. In ta zveza je lahko ponovno močna in ta zveza je lahko ponovno motor zahodne civilizacije, tako kot je vedno bila. Samo treba je narediti prve korake in treba jih narediti odločno in to takoj. S temi besedami bi jaz, če dovolite, tudi zaključil in s preprostim pozdravom, zahvalo vsem, ki ste prišli, zahvalo organizatorjem in s tistim pozdravom, za kjer ga res upam, da bo postal v Evropi nekaj najbolj normalnega in običajnega, tako kot je vedno bil. Bog vas živi, Bog živi Evropo, Bog živi našo domovino, Slovenijo. Hvala lepa našim gostom za prijeten večer. Hvala tudi vam, ki ste prišli, pa preden se poslovimo, se tam od zadaj še malo stavite, da me še poklepetamo. Pa ki mi je kupite, pa dajte podpisati.